kaj je krščanstvo prineslo svetu, kaj je prineslo Evropi, kaj je prineslo slovenskemu narodu. Kje najti točko, po kateri bi lahko začeli šteti leta? Katera je tista točka, ki opravičuje, da po tej točki, po tem dogodku, začnemo šteti leta? V čem je torej krščanstvo spremenilo naš pogled, naše pojmovanje človeka, naš pogled na svet, naše vedenje o vesolju? V čem je krščanstvo prispevalo k napredku znanosti? Kakšen je njen krščanski vpliv v rojstvu in v razvoju evropske umetnosti? Vsa to vprašanja si postavljamo danes, ko skušamo ugotoviti, kaj je krščanstvo prispevalo k zgodovini človeštva in predvsem k zgodovini Evrope in evropskega človeštva. Vecisti patriam diversis gentibus unam. Iz različnih narodov si ustvaril Bog, si ustvaril eno domovino. To je ta krščanski svet. In to je prvič, da se je v zgodovini pojavil ta načrt in da se je tudi uresničeval ta načrt krščanskih narodov povezanih v eno domovino. In so se čutili prej kot Angleži ali Francozi ali Španci ali Nemci ali Slovenci, prej kot vse to so se čutili kot kristjani. No, vendar že v prvem tisočletju, po sredini prvega tisočletja, pa se pojavi v Evropi ali v svetu, niti ne v Evropi, v Aziji, se pojavi drug tip univerzalizma, drug tip univerzalnosti, muslimanski. Ali je to pod vplivom krščanstva? Po vsej verjetnosti. Vendar islam ima svojo univerzalnost, ima svoj načrt, svoj pogled na človeka, ima svoj pogled na svet, ima svoj pogled na zgodovino in ima tudi svoj načrt poenotenja človeštva v islamski veri. Krščanstvo, lahko rečemo, je izklesalo in v krščanstvu se je izklesal pojem človeka kot osebe. Tega pojma drugod ne najdete. Glejte, človek kot osebno bitje s svojimi pravicami in dolžnostmi, človek kot središče ljubezni in svobode, svojim dostojanstvom, človek kot enkratno bitje, svojo neponovljivo usodo, ta pojem je pognal na krščanskih tleh. Rečeno je v Svetem pismu, da je Bog ustvaril človeka, moža in ženo ju je ustvaril. Se pravi, že na začetku Svetega pisma je poudarjena enakost med moškim in žensko. To je bistveno, bi rekel, krščanska ideja. In lahko bo kdo rekel, da pač ženska, recimo v cerkvi, nima enakih pravic kot moški. To je drugo vprašanje. V razmerju, recimo, do rimskega prava ali do kitajskega ali do drugih pravnih sistemov je to, kar ima krščanstvo, ogromna revolucija. Recimo, dolžnost zvestobe tako za moža kot za ženo. Jaz ne bi rad uporabil besedo ločitev cerkve in države. Naša ustava sicer ima bi rekel, to formulacijo
Jaz bi govoril predvsem o tem, o razlikovanju med državno, politično oblastjo in med duhovno in cerkveno oblastjo. To sta dve različni stvari. In tega razlikovanja med duhovno in politično sfero drugod ne najdete. Recimo v islamu. V islamu tega razlikovanja med politiko in religijo sploh ni. V hinduizmu tega razlikovanja sploh ni. Nikjer ni tega razlikovanja med religijo in politiko. Zanimivo pa je, da vsi miselni tokovi, ki so se oddaljili od krščanstva, kot je recimo marksizem, kot je bil nemški idealizem, recimo Nietzsche, padajo nazaj v ciklično pojmovanje časa. V pojmovanje časa kot krog, ki se nenehno ponavlja. Vidite, in to vidite, v tem miselnem svetu zgodovina nima začetka in ne bo imela konca. Zato zgodovina tudi nima smisla, ker nima nobenega cilja. Vse skupaj je eno sivo, dolgočasno trajanje. V tem ponavljajočem se času človek ni resnično motiviran. Ni motiviran. Nič te ne more motivirati, da bi ti kaj naredil. Življenje izgubi resnost in globino. Vse je en sam veliki dolgčas. Življenje je brez okusa in brez resnične radosti. No, vidite, ta zgled Kitajske in Japonske nas uči, da samo matematični in tehnološki napredek ni zadosti. Potrebno je nekaj drugega. Družba mora biti odprta v svet, univerzalnost, krščanska univerzalnost in usmerjena v prihodnost. Tale še ne. Da se ne boji sprememb in da si želi napredka. To pa je bila zmerom krščanska družba. In taka družba je obstajala in obstajala v krščanski Evropi. No, to sem že malo povedal, znamenit primer, recimo, je izredna ekspanzionistična politika Portugalske in Španije v 16. stoletju. In ta politika osvajanja je imela svoj izvor v izrednem intelektualnem vrenju, ki je bilo značilno za evropsko družbo od 13. stoletja dalje. V Evropi je bilo leta 1500 kakšnih 50 univerz. Bologna, Padova, Salamanca, Pariz, Oxford, Praga, Dunaj in tako naprej. In vse to bi rekel, vse te univerze so vzgajale evropsko mladino in to v krščanskem duhu. In tukaj je pravzaprav vzrok našega napredka. In če ponovim to, to zaradi tega, ker smo imeli to idejo, da je Bog ustvaril svet kot nekaj racionalnega, kot nekaj logičnega, kot nekaj spoznavnega, ne pa kot ten kaos. In po drugi strani, ker je na ta čas, ki ga živimo, med enim odločilnim in drugim odločilnim trenutkom, ki ga še pričakujemo, in ko je ta čas, ko nas Bog poziva k dejavnosti, k napredovanju. To je srž evropske civilizacije.